Po skoraj 3 mesecih od množičnega pretepa na Vodnikovem trgu, v katerem je bil zaboden 25-letnik, ki je kasneje v Univerzitetnem kliničnem centru izgubil življenje, se primer s strani mariborskih kriminalistov končuje. Danes vas lahko seznanjamo, da smo danes na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali še kazensko ovadbo v tistem drugem delu, ki smo ga takrat napovedovali, se pravi za kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe, katere posledica je bila smrt. Kazensko ovadbo smo podali zoper 35-letnega moškega. Osumljeni, ki je bil pripadnik napadene skupine, torej Celjan, je bil v preteklosti že večkrat obravnavan zaradi nasilništva in drugih kaznivih dejanj. Ugotovili smo, da je osumljeni tega kaznivega dejanja, se pravi posebno hude telesne poškodbe, medtem ko so ga na tleh pretepali, pokojni in še dva moška, z nožem zabodel oškodovanega oziroma žrtev in ga pri tem posebno hudo telesno poškodoval, tako da je v nadaljevanju v Univerzitetnem kliničnem centru tudi tem poškodbam podlegel. Kriminalisti so potrdili, da so našli neposredni kontakt med osumljenim in žrtvijo. Zaradi števila vpletenih v pretep in neodzivnosti na pozive pri iskanju prič je preiskava trajala dlje. Sledi, ki smo jih zavarovali, so tako biološke kot tudi kontaktne in te nesporno potrjujejo, da je kontakt med osebama bil in da je, se pravi, ovadeni tudi oseba, ki je utemeljeno osumljen tega kaznivega dejanja. Pri osumljencu kaznivega dejanja so tik po dogodku opravili hišno preiskavo, hitro zatem je bil že v pridržanju. Kljub utemeljenemu sumu je osumljeni podani kazenski ovadbi zaenkrat še na prostosti. Razlogi za pridržanje so zagotovo bili podani, se pravi, lahko potrdim, da smo pri tem osumljenem takrat tudi opravili hišno preiskavo in tudi je bil v pridržanju. Se pravi, razlika je samo v tem, da takrat nismo izvajali privedbe k preiskovalnemu sodniku, saj takrat smo bili mnenja, da je potrebno zadevo zbrati še bolj temeljiteje in čisto tako zaradi samih, se pravi, nezmožnosti takrat hitre reakcije, enostavno to ni bilo takrat možno, ker enostavno vendarle so potrebni neki postopki, ki jih je potrebno izvesti, da bi lahko te sledi obdelali. Za kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe s posledico smrti je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen zapora od 3 do 15 let. V primeru, da je šlo za prekoračen silobran, bo odločalo sodišče. To ravnanje, katerega opisujemo in katero je bilo ugotovljeno, bi lahko imelo tudi te znake, se pravi silobrana, vendar to presoja tako tožilstvo kot nadaljevanje potem tudi sodišče. Verjetno bi lahko šlo, oziroma zagotovo bi lahko šlo po moje oceni za prekoračen silobran. Ali bo temu tako, bo odločalo sodišče. Po več kot 100 razgovorih, opravljenih zasegih predmetov, hišnih preiskavah, več poligrafskih testiranjih, pridržanih in drugih procesnih opravilih, kriminalisti končujejo s preiskavo, ki se je za 25-letnika po verbalnem sporu in množičnem pretepu končala tragično.